Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli pri spremljanju dogodkov dneva. V Laškem bodo poletje obeležili dva jubileja. 60 let festivala Pivo in cvetje ter 200 let pivovarne Laško. Celjsko poslovno cono Trnovlje Jug so predstavili v francoskem Cannesu. 19. rojstni dan City centra v znamenju plesa. Celjani v izdihljajih tekme do polnega izkupička proti nafti. V Laškem so na dopoldanski novinarski konferenci predstavili jubilejni 60. festival Laško pivo in cvetje, ki ga bodo pripravili med 11. in 13. julijem. Festival bodo letos združili s praznovanjem 200-letnice pivovarne Laško. V Laškem poudarjajo, da je festival Pivo in cvetje največji festival v Sloveniji. 4-dnevno dogajanje bodo tudi letos začeli z dnevom Laščanov, obenem pa bo v četrtek 10. julija potekala tudi proslava ob 200-letnici pivovarstva v Laškem. V petek in soboto 11. in 12. julija se bodo na odrih v Laškem mestnem središču zvrstili različni glasbeni izvajalci. Vseh danes sicer še niso razkrili. Da pa bomo lažje malo počakali na to informacijo, pa lahko povem, da med nastopajočimi bodo Maraja, Nuša Derenda, Dejan Dogaja z bendom oziroma Dejan Dogaja band, Flirt, Vlado Kreslin in Mali bogovi, Uroš Tjaša in Miran Rudan in Design. Več oziroma detajli pa kot rečeno v četrtek. Organizatorji si želijo, da bi bil festival dostopen vsem, zato so znižali cene vstopnic, vključen pa je tudi brezplačen povratni prevoz z vlakom do Laškega. Naj samo povem, se pravi, da so dnevne vstopnice v predprodaji oziroma bodo v predprodaji po ceni 10 evrov za en dan oziroma in na dan dogodka po 13 evrov. Za dvodnevno vstopnico bo potrebno odšteti v predprodaji 13 evrov in pa na dan prireditve 15 evrov. Zelo dostopna bo pa tudi cena za sam kamp, cena za kampiranje, v katero bo vključena tudi dvodnevna vstopnica, bo v predprodaji 40 evrov in pa na dan prireditve 45 evrov. Vstop za Laščane bo prost, zanje bo brezplačno tudi parkiranje, v četrtek pa bodo za prve kupce vstopnic predstavili še posebno ponudbo. Ob pivu vrček bo letos stal 3,5 evra, niso pozabili na cvetje. Letos so za odsvetličenje mesta pripravili poseben natečaj. Je bil tudi že objavljen in preko katerega smo povabili k sodelovanju lokalna društva, lokalne posameznike, cvetličarne, vrtnarije, tudi srednjo šolo za vrtnarstvo in hortikulturo iz Celja, da na način, kot tudi že nekoč, res spodbudimo ta duh identitete in hkrati polepšamo naše mesto na več lokacijah z fototočkami, kjer bo res v ospredju tudi cvetje. Drugi del, kjer pa smo nekako gledali tudi na vse tiste naše mlajše ustvarjalce, ki imajo marsikaj za pokazati, pa je bil, da smo k odsvetličenju spodbudili oziroma povabili tudi šole in pa vrtce, ki imajo praktično do poletja tudi ogromno enih idej in pa časa za ustvarjanje v sklopu svojih šolskih vsebin. Njihove kreacije pa tudi verjamem, da bodo v marsikaterem delu lepo polepšale naše mesto in na ta način tudi dale dodaten poudarek odsvetličenju v sklopu festivala Pivo in cvetje Laško. Tudi letos bodo veliko pozornosti posvetili trajnosti in ravnanju z odpadki. Za samo povratno embalažo, z kozarčki, se pravi za večkratno uporabo, in pa tudi letos bomo organizirali ekološke točke za ločevanje odpadkov. Posebna zgodba je sam festivalski kamp. V festivalskem kampu bo organizirano tako kot tudi v letih poprej sam tako imenovani Recycle Pub, to je sistem nagrajevanja, se pravi ljudi, ki zbirajo odpadke, se pravi vsi ti obiskovalci bodo imeli možnost prevzeti vrečke in za napolnjene vrečke z odpadki, se pravi bodo nagrajeni z vrčki piva oziroma z kuponi za pivo. Letos želijo znova izpeljati ohcet po stari šegi, prijave za pare so že odprte.
Dogajanje festivala pa bodo, kot je to že običaj, zaključili z nedeljsko povorko po ulicah Laškega. Mestna občina Celje je bila v sklopu projekta ureditev ekonomsko-poslovne cone Trnovlje-Jug prisotna na vodilnem strokovnem dogodku na področju nepremičnin, ki je potekal v francoskem Cannesu. Na dogodku je bilo prisotnih več kot 20 000 udeležencev iz 90 držav, vključno z investitorji, razvijalci, arhitekti in predstavniki mest ter regij. Z udeležbo na sejmu celjska občina uresničuje drugo fazo projekta ekonomsko-poslovne cone Trnovlje-Jug, ki je namenjena podpornim storitvam podjetij v coni in promociji cone na domačem in mednarodnih trgih. Za potrebe promocije v tujini so med drugim že vzpostavili angleško spletno stran ter pripravili promocijsko zgibanko, namenjeno potencialnim vlagateljem v sklopu nadaljnega razvoja cone. Mestna občina Celje je v okviru poslovne cone Trnovlje-Jug za podjetniško dejavnost omogočila več kot 5 hektarjev novih poslovnih površin, v prihodnjih letih pa namerava urediti še približno 19 hektarjev zemljišč. V največjem nakupovalnem središču v regiji, City centru Celje, so konec prejšnjega tedna praznovali 19. rojstni dan. Obiskovalci so lahko uživali v nastopih različnih plesnih skupin in finalistov televizijskega šova Slovenija ima talent. O prazniku so obiskovalcem povrnili nakupe v skupni vrednosti 5000 evrov. City center Celje praznuje 19. rojstni dan. Konec prejšnjega tedna so za vse obiskovalce pripravili pestro dogajanje, polno zabave, nagrad in prijetnih presenečenj. Živahnost predvsem, lani smo bili polnoletni, letos smo živahni 19, 3 dni praznovanja, kolo sreče z nagradami, vsak, ki zavrti kolo, je dobil nagradico, tudi sladko presenečenje je bilo med njimi, seveda to še ni vse. Letos smo popestrili praznovanje z plesno skupino Force, ki je vse 3 dni nam popestrila plese, se pravi in dopoldan in popoldan, ne samo to, tudi fotoboks imamo brezplačen, tako da si lahko za domov vzamete tudi svoj spomin. Med četrtkom in soboto so pripravili tudi poseben nakupovalni konec tedna, ki je prinašal nagradno igro Cash se vrača. Dejstvo pa je, da je to res velika nagradna igra, Cash se vrača, se pravi vračamo nakupe 3 dni, lahko kupujete vsak dan več računov, več letakov, boste dali not več možnosti, boste imeli, da vas bomo izžrebali. Povračamo torej nakupe od 10 evrov naprej, če je na računu 12 evrov, dobite 10 evrov desetakov, če je na računu 500 evrov, dobite tudi 500 evrov desetakov in to je tista zgornja meja. Skupaj bomo povrnili kar 5000 evrov desetakov. Za odlično energijo na osrednjem prireditvenem prostoru sta poskrbeli plesni skupini. 2023 smo se z našo člansko formacijo odločili pod vodstvom koreografa Mihe Pozniča, da se predstavimo na Slovenija ima talent, kjer smo prišli do polfinala, ter na hrvaških super talentih, kjer smo dejansko prišli vse do velikega finala. Od takrat se nismo ustavili, treniramo, plešemo prav vsak dan, rastemo kot plesna šola, hodimo na tekmovanja in pobiramo medalje tako v Sloveniji kot tudi v tujini, ampak kar je pa najbolj pomembno, širimo to ljubezen do plesa, ki jo vedno čutimo. Verjamemo v to, da je ples še bolj čudovit, če ima neko zgodbo in da mora v človeku dejansko vzbuditi neko čustvo. In ker včasih se premalo smejimo, probamo širiti s pomočjo naših plesnih točk, dejansko smeh, od tudi ideja za točke. Letos v naših točkah prodajamo avte, pobiramo smeti in počnemo še marsikaj, seveda pa naši člani pripravljajo pa eno tako super klasično urbano točko, kjer pa ni zgodbe in se tudi veselim, mislim, sem zelo vesela, da smo se lahko predstavili tudi v City centru in skupaj z njimi praznovali njihovih 19 let. V nadaljevanju meseca v City centru Celje pripravljajo hišni sejem ter sejem ob materinskem dnevu. Materinski dan, ne smemo pozabiti, tradicionalni sejem prihaja tukaj na osrednji prostor, res zanimivi ponudniki, tisto, kar dejansko ni pri nas vsak dan, pa vendarle je to neka dodana vrednost. Pa naj omenim še april v končni fazi, april je mesec mode pri nas, prihaja torej spet ponovno City Center stil, na katerega se lahko prijavite že danes na naši spletni strani in vse do 10. aprila to počnete.
V 26. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Celja s 3-2 premagali Nafto. Celjani so s tekmo manj še vedno na 5. mestu prvenstvene lestvice, zaostanek za 4. Koprom in 3. Bravom pa so znižali na 2 oziroma 6 točk. Nogometaši Celja so po preboju v četrtfinale konferenčne lige gostili Nafto in za zmago trepetali do zadnje minute sodnikovega dodatka. Aktualni državni prvaki so v vodstvo prišli v 40. minuti, ko je Jegor Prucev z volejem premagal Žana Mauricija. Nafta je v drugem polčasu izenačila po zaslugi rezervista Somborja Kanokija Kiša. V 68. minuti pa je Salaj poskrbel za popoln preobrat, potem ko je z diagonalnim strelom premagal Luko Kolarja. Riera je v drugem polčasu v igro poslal nekatere prvokategornike. Celjani pa so izenačili v 86. minuti, ko je strelom z razdalje v polno zadev Mark Zabukovnik. V zadnjih sekundah sodnikovega dodatka je s svojim 10. golom v sezoni zmagovalca odločil litovski napadalec Armandas Kučis. 5-1 dramatična tekma z naše strani. Skozi cel tekmo bili smo boljši, delali smo cel čas visoki presing, ustvarili smo se spet ogromno priložnosti, pač moramo zabiti 2., 3., 4. in to je to, ne. Pa spet neke individualne napake in smo dali nasprotniku šanso, da zabije gol, ne. In hvala Bogu smo se na koncu vrnili, pokazali karakter, kaj je najbolj pomembno in odnesli 3 pike. Zadovoljen sem s tekmo. Danes sem pripravil drugačen načrt. Pripravili smo se na igro 1-1 po celotnem igrišču. Tokrat sem zadovoljen predvsem zato, ker so igralci izvedli tisto, kar sem želel in pripravljal. Zavestno smo igrali tako, tudi za ceno samega rezultata. To je težko. Danes nihče več ne igra takšnega nogometa. Zadnji, ki je igral na ta način, je bil Bielsa. To je bil preizkus za moje fante. Vedel sem, da po evropski tekmi v četrtek lahko ekipa fizično pade. Toda če igraš mož na moža in moraš slediti svojemu igralcu 1-1, moraš teči, moraš pokazati energijo in željo. To sem želel videti pri svojih igralcih. To ni lahko. Vsako tekmo gremo na zmago. Nasprotnik je imel nekaj priložnosti, ker smo v določenih trenutkih izgubili stik z njihovimi igralci. A to so stvari, ki se v nogometu pač dogajajo. We lost some marks, some player and some situation, but things that can happen in football. But I'm satisfied with the daily job. Celjanom sta v 28. krogu šla na roko izida Kopra in Brava, s čimer so se spet približali mestom, ki vodijo v Evropo. Vanjo se celjsko moštvo še vedno lahko vrsti skozi vsa 3 tekmovanja, v katerih je še v igri. Moramo skozi prvenstvo prvo gledati, poleg seveda pokal. In to je to. Če me sprašujete, kaj jaz preferiram, vam lahko povem. Toda zame je edini cilj dobiti vse tekme do konca. Imeli bomo 11 final do konca prvenstva in vseh 11 želimo zmagati. Tudi pokal je za nas zelo pomemben, saj se skozi to tekmovanje lahko uvrstimo v Evropo in to celo v drugi kakovostni razred v Ligo Evropa. Tudi v Evropi pa seveda še nismo rekli zadnje. Še naprej bomo vztrajali pri našem načinu dela in igre. Ni naključje, da smo v četrtfinalu konferenčne lige. Igramo proti moštvom, ki imajo proračun 50, 60, 100 ali celo 200 milijonov evrov. In če bi proti njim igrali pragmatično in samo čakali, bi nas tekmeci na koncu zmleli. Seveda bi včasih bilo lažje, če bi zmagali z 1 ali z 2 proti 0 in se pri vodstvu potegnili nazaj, kot počnejo mnoge ekipe, tudi tiste, ki so na vrhu prvenstvene lestvice. Vendar to ni naš slog igre. Mi vedno igramo tako, kot da je izid 0 proti 0 in vedno skušamo doseči gol več od nasprotnika. Jaz tako razumem ta šport in tega ne nameravam spreminjati. We always play for like we are 0-0 and trying to score more goals than the opponent, and this will continue all the time. I don't pretend to like to everyone, but this is how I understand this game. Po napornem ritmu tekem bo Celjanom reprezentančni premor prišel še kako prav.
Moram verjeti, da bo zdaj ta reprezentančni premor prišel zelo prav. Trenerjem je dal 4 dni prosto, tako se malo odpočijemo, odklopimo od nogometa in pol pa spet dalje borba. Celjani bodo po reprezentančni pauzi v 27. krogu v soboto 29. marca gostovali v Domžalah. Jutri bo jasno, popoldne bo v Prekmurju in na Štajerskem zapihal južni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, v mraziščih Notranjske in Kočevske pod -10, najvišje dnevne pa od 10 do 13 stopinj Celzija. V četrtek bo jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. V petek bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik. Zjutraj bo mrzlo, čez dan pa postopno vse topleje. To so bili dogodki dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep večer in nasvidenje.